Kava s Červekom. Spet dobrodošli na še eni kavi s Červekom na Radiu 1. Danes je z mano tukaj, ga bom predstavil na tak način, da bom rekel, da je mahnen na možgane in predvidevam, da ima tudi sam zelo, zelo velike možgane. Še enkrat, igralec Nik Škrlec, dobro jutro. Živijo, dobro jutro. Prvo vprašanje je za vsakega seveda isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Odvisno kdaj. Velikrat je spiš, dokler se da, in pol pač poskušaš vstopiti v dan. Velikrat pa to ni možno, je pa, no ne ni res, zdaj sem malo preveč idealizirano rekel. Moja jutranja rutina vedno je ziher. V dnevni sobi se zasliši dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. In to pomeni, da se je papagaj zbudil in ga morava pač zjutraj nahraniti, narediti ta trening z njim in to. Pa variira. Ampak zadnje čase zjutraj si prvoščim malo bolj v miru, naredim kakšen zajtrk malo kasneje, če se da, kaj potelovadim, ampak to zaradi zdravstvenih razlogov, ker sem imel eno poškodbo, drugače nisem toliko vesten telovadec. Pošteno. Pa nič, pa pogledam, kaj sledi v dnevu in se počasi temperam na to, ne. Ko sem se pogovarjala takrat po telefonu, sem bil kar malo prepričan v to, da boš rekel, da kave pa ne piješ. A res? Ja. A delujem tak? Mislil sem si, vse, kar imam danes tukaj napisano, se navezuje skoraj na možgane in te tretiram kot zelo, zelo pametnega. In zato sem rekel, kave ne pije. Zdaj sem nekaj užalil vse, ki pijejo kofe, da so malo... Ne. Ampak... Jaz mislim, da je bolj tako, jaz sem že tako na nekih 150 obratov, ne, in če bi pil kavo, bi po mojem eksplodirali vse skupaj. Jaz sem mislil, da boš rekel, da ne, to pa ne vpliva dobro na možgane, tisto napačne receptorje sproži. Ne, veš, jaz sem tukaj zelo, če po tej logiki tudi sladkorja ne bi jedel, pa pojem ves sladkor. Ok, ja, pošten. Odločila sem se pol, da ti skuhamo en čaj, ne? Ja, prosim. Evo, DeLonghi Dynamica Plus je specializirana tudi za čajček. Tudi vročo vodo malo, kaj? Ja, kdo bi si mislil, ne da. Kakšna pa je tvoja razvada, če sva pri teh stvarih, hajde? Cukor, čokolada. Ja? To je kar težava moja, no, ne razvada. Jaz res pojem na trenutke preveč čokolade. Res? To in pa telefon, družabna omrežja. Ti dve sta moji taki stvari, ki bi jih rad malo odpravil. Zato sem tudi zdaj nedavno, ko si govoril o jutranji rutini, imam zaklenjene vsa družabna omrežja do 3 popoldne, zato da zjutraj ne tapkam potem, zato da lahko delam in tako. Ja. Se mi zdi to kar potrebno v tem času. No? Jaz ful časa preživim na spletu in ja, sem si rekel, da bi rad to malo zmanjšal. Tu pa eden redkih po moje, da je rekel, bi rad zmanjšal, da je lahko tu problem. No, veš, če toliko časa preživiš na telefonu kot jaz, je to kar za se vprašati, no? Sam ga po moje tudi zaradi službenih zadev, ne? Ja, ampak to je zelo tanka meja, ne? Veš, recimo službeno si rečemo, ok, zdaj bom objavil teh par stvari, terminov, naredil Facebook evente, pa to naredimo v 10 minutah, pa 40 minut kasneje je še kar nekaj vrtim tam in pač zabijam čas, ne? Ja, ok. Verjamem, si imaš doma to zdaj probleme, o tem se tudi veliko govori, ampak to so teme za morda kdaj drugič. Lahko pa naveževa, dostikrat se govori, da so družabna omrežja problem, če jih daš v povezavo z otroki, ne? Da tega je preveč, da otroci preveč visijo na telefonih, pa bom obrnil, kakšen si bil ti kot otrok. Ker vem, koliko si star, tega še ni bilo. Res je, oziroma se je glih računalniki so se začenjali. Jaz sem bil recimo en izmed teh generacij, ki smo še morali sestavljati svoje računalnike, pa ki si moral igrico, ki si jo itak moral ukrasti, ker je ni bilo, si jo moral pač nekje dobiti in pol se 2 dni ukvarjati z bratom s tem, kako boš to naložil, da bo delal. Meni je bilo to kar noro. Tako da jaz sem kar nekaj časa preživel na računalnikih, ampak drugače kot danes, se mi zdi. Ker me je to zanimalo, celo razmišljal sem, da bi šel študirati računalništvo. Ja, ker me tudi takrat spletne strani so me zanimale, ne vem, pa tako sem nek blog svoj postavil in se mi je zdelo, da sem prijel Boga za jajca, tako res sem mislil, zdaj pa sem hacker ali ne vem kaj, ne. Drugače pa sem veliko časa preživel tudi odzunaj. Fuzbal igrišče je nekaj tazga, kar je v našem kraju bilo res tako meka za vse, ki smo imeli kaj časa, pa poleti bazen. Pa tudi mi smo imeli doma kmetijo na vikendu,
ovce. Ravno včeraj sem gledal ene fotke iz otroštva, ki sva pospravljala doma. Neumnosti smo delali, no? Ampak veliko časa sem preživel tudi v gozdu, veliko časa pa tudi res zabijanje na tak ali drugačen način ali pa prebijanje dolgčasa, ampak sej to je super, no? To pač mora biti, ne? Danes se mi zdi, zdaj smo tako strokovno, ampak danes se mi zdi, da otrokom tudi dost primanjkuje nestrukturirane igre, ne? Torej vse je zelo tako, tlele imaš krožek, pa imaš to, pol imaš tole, pa moraš pospraviti pa narediti nalogo, pol je to in to in to in to. Niso več zunaj, da bi se igrali med dvema ognjama, pa skrivalnice, tega je ful malo, recimo. Ja, kar neki. Sploh se igra, se zmeniti, kaj se igrati in to. Ja. Sej, jaz nočem biti ta starejši, ki pol benti čez mlade, pa tako, kaj smo mi bili mladi. Sej vsaka generacija ima pol svoje odvode pa vse, ne. Ampak je pa zanimivo opazovati to, kako se razvija. Tudi igra, ja, pa kam gre, ne, v katere medije tudi zavija. Ampak mi smo ena zadnjih generacij, ki smo dejansko bili še zunaj in se to igrali. Vsaj meni se tako zdi. Ker moram povedati, mi da so 1 mesec razlike. A res? Ja, 1 mesec razlike. Jaz sem marc, ti si februar. Ja, dober. In, Čakaj, in kje si ti preživljal otroštvo? Ja, tako, kot si rekel, zunaj. Ne, kaj pa tako geografsko? Geografsko pa notranjska, Cerkvenca. A pa se najbrž res nisva srečala. Kje pa vse? Ne vem, na kakem šahovskem tekmovanju, na nečem, na fuzbalskem. Čeprav znam šah igrati, no, ampak ne. Še tlele na roki ga imam v bistvu. Na angleški bralni znački. Ne? Ti delujem. Ja, čakaj, kje še? Ne, s knjigami nisem prijatelj. Okay. Pa bom na to zavil, ker sva v tem otroštvu. Se pravi, bili smo dosti zunaj, ampak smo tudi že spoznavali računalnike in to tehnologijo. Kdaj pa zaznal, tako kot sem že v štartu rekel, jaz te imam za malo bolj inteligentno razvidga kot ostali. To je zmota. Tukaj, to je samo videz vara. Res. A si kdaj meril IQ? Ne, nisem, ker če bi jaz šel na to, jaz kolikor se poznam, če bi se prijavil na ta test, bi se pol leta toliko pripravljal na ta test, da bi ga pol razbil. Pač vse naloge bi naredil prej, ne? Ampak to ni realno merilo. Mislim, oziroma, kaj sploh je realno merilo? Jaz imam težave s tem, da mislim, da je inteligenco zelo težko zmeriti, ker sploh ne vemo točno, kaj zdaj vse inteligenca je, ne? Sej to je moje naslednje vprašanje, kako bi ti to meril? Ja, in jaz res bolj verjamem jaz mislim, da je vse življenjsko učenje nekaj, čimer bi bilo super, če stremimo. Jaz sem zelo na nek način samozavesten, pa vztrajen, hkrati pa tudi izjemno negotov vase, no? Ampak jaz verjamem, da se da marsikaj naučiti in da v resnici v osnovi pa nimam blazno veliko pojma, ne? In to mene vedno zanima, kako nekaj deluje, kako lahko se nečesa naučiš, kaj je odzadaj. In odrasli ful prevečkrat zapademo v to pas, da rečemo, to naj otroci gruntajo, ne vem, pride ven ChatGPT ali pa zdaj se cela revolucija umetne inteligence dogaja in jaz že čutim, da je to lahko en ta vlak, da bo to vort naših staršev. Ja. Ker smo mi v šoli pisali že seminarske kazali, pa si bil car, ki si naredil kazala, čez 10 let po mojem bodo pač ta orodja, recimo modela umetne inteligence, najbrž že toliko napredovala, da bojo res delovna orodja. In jaz se bojim, da bom čez 30 let tako bo rekel, daj pomagaj mi, Matej. Nas lahko povozi to, ne? Ja, ampak se ni nič narobe s tem. Nič ni pa narobe s tem tudi, da ostaješ radoveden, no, pa da pač iščeš skozi, da si ne daš te potuhe, jaz sem že prestar, to jaz nimam več. Ni res, nikoli nisi prestara, ne? Samo odločitev je taka, je bistvena. Ja, pa si bil že kot otrok tak zvedav, pa zmeraj se bomo učili nekaj novega. Ja. Zato je tudi, veš, mi smo imeli še internet, kaj je to bila povezava na klic, je slovenski izraz, dial-up, torej ta simfonija povezave, ne. Jaz sem ful rad, torej, ko smo mi dobili doma internet, to je bila revolucija, to je bil takrat zelo draga zadeva, pa tudi telefon ti je vrgla ven, še zmeraj je ta domač telefon bil nekaj, kar je dejansko bilo v uporabi, sosedi so klicali, ti si klical, nisi mogel tega vršiti ven, ne. In sem v knjižnico v Krško kolesaril, zato da sem bil na internetu in iskal neke e-knjige, pa ne vem, neumnosti tudi, pa ne vem, Mat Kurjo sem vso obrnil. Ampak se mi zdi, čakaj, kako so zdaj prišli na to? Internet? Če si bil kot otrok že dodal. In zelo rad sem na internetu iskal
spet razne vodiče. To je še zdaj moja obsesija. Zdaj, ko je prišel YouTube, to je zame bil raj. How to karkoli. Ja. Ne vem, in tukaj rad tudi jaz vračam malo tako skupnosti in sem tudi na svojem YouTubeu kar nekaj vodičev posnel, objavil, ker se mi zdi to, ne vem, to se mi zdi cool, no, da se lahko na internetu učiš. Ena izmed bolj priljubljenih aktivnosti mojih v otroštvu je bila pa dobiti eno relativno zapleteno tehnološko igračo. V našem času so bili to avti na daljinca, na primer. Okay, ja. In pol se igrati z njim en dan in pol ga razstaviti, da bi videl, kako deluje, in pol ga poskušati sestaviti nazaj, pa ni več šlo. In pol sem imel doma tako eno zbirko razstavljenih avtov na daljinca in staršev, ki so bili tako res iz sebe pa kar jezni tudi, ker to je tudi malo več stalo takrat. In ta en avto sem dobil enkrat na 2 leti. In pol, če ga nisem znal sestaviti nazaj, je bilo to kar slabo. Ampak mehanizem je pa tukaj radovednost. No? Mene je zanimalo, kako deluje, pa mi je pa zmanjkalo znanja, da bi to zares sestavil nazaj. Ne? Ja, pa tega je ratalo kdaj pol sestaviti kakšnega? Veš kaj, potem sem začel malo vstopati v modelarstvo prek enega prijatelja, ki je res se ukvarjal s tem in sem pol delal druge stvari iz teh vozila. Ne? Ja. Torej ga nisem več sestavil nazaj, ampak sem poskušal narediti, ne vem, neko svoje zadevo, nekaj kar s servomotorčkom pa z elektromotorjem dela nekaj drugega. Ja, eno ladico, na primer, ali pa hovercraft je bil moj projekt, ki je nikoli ni ratov. Ali pa kakšne take malenkosti, no. Se bom navezal na Boštjana Gorenca Pižamo, ki sem ga tudi imel tukaj na kofetu. Skupaj imata tudi seveda predstavo Reformatorji. Njega sem isto vprašal, pa bom tudi tebe. A si bil in si piflar? Ja, mislim, meni se zdi, da oziroma piflar ima eno zelo negativno konotacijo, ki je tudi dejansko neumna. Pač učenje kar tako na pamet nekih stvari brez veze je res mogoče nesmiselno, ampak jaz sem pa rad, še zmeri rad, se dobro odrezal, v šoli tudi, hotel sem imeti dobre ocene, hkrati pa nisem hotel veliko časa za to porabiti, tako da sem že zelo zgodaj začel raziskovati te tehnike pomnjenja, s katerimi danes počnem marsikaj. In to je bil en tak moj zelo, zelo dober ključ za, recimo, uspehe v šoli. Ampak načeloma pa se mi zdi, da je šola tako zelo, šolski sistem je kar ena zastarela reč, no, in mislim, da sem se jaz bolj znašel v njem, ker sem znal tako legalno loviti ovinke na nek čuden način, no. Tudi zato, ker sem bil dejansko priden in delal v šoli in tako, ampak hkrati pa, ker sem znal tudi poiskati kakšno pot, ki mogoče ni bila čisto običajna ali pa tudi čist pravilna, ne. Imam feeling, da bom danes vedel, da sploh nisi pameten. Ja, pa sem ti rekel, no, pa v predstavi v tej zdravi pameti s tem začnem. Jaz sem neumen, to je ziher, no, to je pač dejstvo. Ampak, veš, to je veliko boljše izhodišče. Težava tudi odraslih je to, da mislimo, da smo ful pametni ali pa da res vse obvladamo in to prepričanje nam omejuje, da bi se lotel učiti nečesa novega, ker če se ti hočeš naučiti nečesa novega, moraš sprejeti v izhodišču to, da najprej nimaš pojma, da ti ne gre, da se loviš, da se zabijaš v zid in pol pogruntaš, ne? Ja. Odrasli pa pač hočemo, da bi kar že, zdaj sebe tudi referiram kot odraslega, to je tudi mogoče malo zmota, ampak okej. Recimo odrasli, ki jih opazujemo okrog sebe, pa velikokrat pač ja, mislijo, da ne vem, zdaj se bom začel učiti nekega tujega jezika, v drugem tednu hočem, da že vse znam. Ne bo šlo tako, ne? Ali pa inštrumenta, pa česarkoli, neke nove logike, vsega. No, se tudi do tega še pridemo, kako se lotil učiti klavirja zaradi serije in podobno. Ja. Ampak gremo počasi, ker že zdaj preskakujem vsa vprašanja, ki jih imam. To je ta veš mind trick, zdaj name vplivaš. Kdaj si začel se s temi tehnikami pomnjenja že ukvarjati? V srednji šoli. Aha, srednja, okej. Ravno zato, ker... Ne, v osnovni, ne vem, mi je kar nekako šlo, mislim, nisem imel blaznih težav, pa tudi res sem se imel fino. Jaz sem se v resnici v vsakem obdobju šolanja imel kar zelo fajn, no, moram reči. V osnovni šoli, v srednji šoli, na faksu in vsaka izmed teh poglavij je bila neka tako svoje doživetje. Vedno je šlo za neke male skupince, v Brestanci, na primer, smo bili tak en razred, manj kot 30 nas je bilo, gimnazija v Brežicah, relativno mala, če jo primerjaš z, ne vem, ljubljanskimi. Ja.
AGRFT je pa itak vrtec v smislu števila. Nas je bilo v enem razredu okrog 10, ne, v najožji skupini, pa 30 recimo. In jaz sem se pa s temi tehnikami pomnjenja začel ukvarjati v srednji šoli, ker sem prvič prišel do tega, da sem hotel imeti dobre ocene, a nisem hotel ful časa porabiti za to, da se bom naučil. Hotel sem pač iskati neke bližnjice, v resnici. Pa tudi zanimalo me je to. Jaz sem si ful želel imeti fotografski spomin. To je bila tako ena taka moja, ta super junak želja, no, kaj bi rekel, ne vem. In takrat sem ful pregooglal, oziroma ne vem, če je bil že Google takrat, tudi je bil, no. Google pa pol Yahoo, dobro, Matkurja ni bila tako produktivna tle. In iskal načine, ali pa, pardon, zdaj sem spil čaj, pa se mi, iskal načine, kako bi to lahko dobil, ali pa a se da to natrenirati. Mene vedno to zanima, no. In pa sem videl, da mogoče ta fotografski spomin v tem sanskem, v tej sanski podobi sploh ne obstaja. Torej, ni ljudi, ki bi kar si zapomnili karkoli že v trenutku. So seveda savanti pa ljudje z neverjetnimi sposobnostmi, ki imajo za določene zadeve tak spomin, ampak jih velikokrat to omejuje v življenju. Torej, to je nekaj, kar v resnici tudi ne želiš na ta način imeti. Pa sem pa videl, no, da pa obstajajo res tehnike, metode, s katerimi se da doseči zelo podobno, seveda z delom, pa s trudom, pa z neko podlago, z razvijanjem veščine. In to je pa meni, to je pa tako najboljše, ne. To je nekaj, kar je meni vedno žur. Ja, ma ti je bilo pol, a veš, malo vidim zdaj paradoks v tem, si se rajš učil te tehnike pomnjenja ful dolgo, kakor da bi se dejansko učil, ne vem, matematike, fizike. Ampak sej, a veš, to je zelo dobro vprašanje, ker v šoli ali pa nasploh kjerkoli že, je, ko govorimo o študiranju ali pa o učenju, vedno govorimo o enem procesu, kjer se ti usedeš in poskušaš nekaj dojeti, povezati med sabo, stuhtati in tako. Ja. To je nek svoj proces, ki ni nujno povezan z spomnenjem, ampak z razumevanjem, z grajenjem znanja. Ampak ob tem delu imaš pa zraven vedno reči, ki pa jih enostavno moraš vedeti na pamet, ki ti bodo pomagale pri uporabi tega znanja, povezovanju stvari in dejansko jih je lahko preveč, da bi pogledal, razumel in bi ti kar ostale v spominu. Tle pa pol pridejo tehnike pomnjenja noter k putre, ne, pač to res pospešijo vse skupaj, pomagajo ti. Dejansko pa smo v šoli velikokrat preveč v okolju, kjer se ocenjuje pa priklic nečesa. Ja. In tukaj so me te tehnike pomnjenja tudi noro reševale, ne? Ampak ni zdaj to moj cilj bil, torej sam dudlat se stvari. Moj cilj je bil, res razumeti. In takrat ti lahko te tehnike tudi zelo pomagajo, da ti dajo neke osnovne sidrišča, pa da tudi to dlje časa obdržiš v glavi, ne? A je kakšna osnova, da lahko zdaj meni rečeš, če se navadiš, to lahko pol gradiš naprej, kar se tiče tehnik pomnjenja? Da zdaj lahko takoj rečeš, če boš delal to pa to, ti bo že boljš. Ja, mislim, lažje. Pri teh tehnikah pomnjenja je ključno, da mi dojamemo, da razumevanje pa pomnjenja nista ista zadeva. Ja. In da je pomnjenje nek ločen proces, za katerega je dobro tudi razviti eno ločeno razmišljanje. Torej, mi smo v šoli pa v življenju vedno vajeni tako razmišljati pravilno, logično, tako da bo vedno prav, da je vedno točno, ne? Ja. V bistvu te tehnike pomnjenja te pa malo v drugo smer peljajo in te spodbujajo k uporabi domišljije pa asociacij. Zato, da si nekaj zapomniš, je ponovadi treba razmišljati čist narobe, čist odpiljeno, povezovati stvari na ene osebno meni zanimive načine in to bo pol prinesel rezultat, da si boš nekaj zapomnil. In najboljše je dejansko za spomin ga pač začeti trenirati, si izbrati kaj, kar bi ti bilo v interesu obdržati v spominu in se začeti ukvarjati s tem, kako bi si to zapomnil. Ob tem pa se spomniti na to, da je asociacija ful pomembna, torej res neke osebne asociacije, kakršnekoli že, in uporaba čutov. To ful zanemarjamo, kadar se recimo učimo, hočemo nekaj zapomniti. Recimo, ko se nekaj zapomnjujemo, je ponad vid skoraj edino čutilo, ki deluje, nekaj si napišeš, nekaj pobarvaš, karkoli. Ampak imamo pa še sluh, imamo von, recimo, von je tako super čut za spomina, ne? Veš, recimo, že ta čaj, ki sem povohal, se mi je odvrtel nek filmček stare mame, ki je kuhala podoben čaj, ali pa... Ko ti piješ, stari. Kaj imam jaz? Ampak von je ful močen, no? Pa tudi okus, tip in tako. Tako da, če hočeš začeti s kakimi tehnikami pomnjenja,
je vedno ful dobro začeti razmišljati v asociacijah polnih čutov. In pol že tukaj vidiš, kako se ti kar priklic izboljša. Ali pa super vaja, evo še to rečem, je tudi, to je pa tudi super vaja, če imaš težave s spanjem ali pa tako, da gre dan lepo mimo, je, da zvečer, preden greš spat, v mislih prehodiš vse prostore, v katerih si bil tisti dan. Torej, to je vse. Ležeš se in greš, ok, danes zjutraj, zdaj, ker sva zjutraj, ni veliko. Sem bil najprej v postelji, pa sem bil v dnevni sobi, pa sem bil spet v postelji, pa sem šel v kuhno, pol še cela jutranja rutina, pol sem šel ven po dežnik, pa sem šel iskat zajtrk, pa sem šel v avto. Torej, celo pot greš. Kot da bi probal res natančno čisto vse obnoviti in ob tem začenjaš potem, dlje časa, ko to delaš, videvati, da se ti kar naenkrat ful enega spomina odklepa iz te poti. Zato, ker je spomin ful povezan s prostorom. In zdaj, ko sem rekel, pa sem šel po zajtrk, sem se spomnil, kaj se je tam zgodilo. Pa da sta bila 2 delavca z mano na blagajni, pa da je enemu recimo blagajna javljala, da neki da mora dati izdelek gor. To sem že čisto pozabil, ampak zdaj, ko sem se spomnil prostora, se ti kar en del odpre in to je super trening spomina. No? Tam je všeč. Pa te tu pol tudi uspava? Ja, velikokrat tudi ne zdržim cele poti do konca, pač zaspim že prej. Ne? Ampak, ko sem pa delal to, ko se učim število pi, ko imam to eno zapletenejšo tehniko palačo spomina, je pa ta vaja super tudi zato, da najdem kakšne prostore v življenju, ki jih še nisem uporabil. Jaz si vse stvari, ki si jih zdaj zapomnjujem z eno tehniko, kjer ti uporabiš prostore v življenju, poti, da vanje shranjuješ to, kar bi si rad zapomnil. In ta vaja je tudi super za to. No. Veš, to je treba tudi mičkim pogledati. To res lahko prav pride, ne? Če ne drugega, že sam za zaspat zvečer je super. Ja, pa dejansko je trening spomina, to je nekaj, kar res lahko delaš in ti ful izboljša spomina. Ne? Veš, mi smo zdaj navajeni trenirati držo, mišice, ne vem, bolj telesne reči. Ja. Ampak miselnih pa ne toliko, kar je škoda, ker pol ljudje so stari 50, 60 in zdravo, moj spomin je zelo švoh. Ja, če pa 40 let nisi nič več zanj naredil, ne? Kako bi lahko to treniral, to je ful lepo pa zabavno vprašanje lahko. Veš, zdaj smo je vrnil nazaj, da si pameten. To je ta pogovor je v resnici eno nihanje med tema, sem pameten ali ne, okej. Ostalva tlele zdaj na vrh. Ful dosti teh stvari vključuješ v svoje predstave. Tvoja zadnja je Zdrava pamet in v bistvu ta teden si zaključil z novo za to sezono, če prav razumem. Tako. Četrtek sem zaključil Zdravo pametjo za to gledališko sezono, torej do jeseni. Odigrali smo skoraj 50 že ponovitev, mislim, da 45 jih je bilo. In res sem ful vesel, da se je to tako lepo izteklo. To je prvi tak moj projekt, da sem res šel sam v organizacijo neke turneje gledališke. In imam neverjetno lepe izkušnje po celi Sloveniji. No, res, ful sem se bal tega. To je kar... To je kar oren projekt. Tak tvegan projekt, ker ne vem nisem niti vedel, kako bo predstava, kako bojo ljudje gledali, kaj se bo zgodilo na poti. In moram reči, da pa je to bila res fina izkušnja. No. Dejansko sem se srečal z ogromno ljudmi, ki me spremljajo, kakšni, ki me ne poznajo. Predstava jih je nagovorila v enih segmentih, predstava zraven še eno razstavo, ki je tudi bila zabavna, gledati ljudi, kako se lomijo s kontraciklom, enim kolesom, ki se ga ne da voziti, pa ki preizkušajo ene igre. Ful sem vesel res, da sem se tega lotil in tudi, da bomo, kot kaže, jeseni spet nadaljevali. No. Imeli smo kar nekaj čist razprodanih dvoran, tam se bomo vrnili v jeseni, še kakšne nove kraje po Sloveniji bom poskušal odkriti. Tako da bo Zdrava pamet ziher jeseni naredila še en krog. No, ja, to me veselim, verjetno še koga drugega. Ogromno pripomočkov imaš tukaj s sabo, omenil se tudi že kolo, gre kontra in podobne stvari. Kjer pripomoček najbolj zažge na teh predstavah? Da grejo zmeri radi ljudje progledati, pa probati, pa so tako wow. Ja, to je ziher ta kontracikl. No. Ja. To je, mislim, to je res... Zaviješ levo, gre desno. Tako. Tako kolo, ki je čist nepričakovano, nenavadno. In ena ta majhna sprememba tistih 2 zobnikov, ki v bistvu povzročijo to, da kad ti zaviješ v levo, gre kolo v desno, je dovolj, da postaneš čist nesposoben. Torej, da zgleda človek, ki to se poskuša naučiti, zgleda, da je ura 3 zjutraj in on je že čist nabrglan in hoče iti domov, to je res smešno. No? Ampak ne boš verjel, ne vem, zdaj predstavo je videli od oka dobrih 10 000 ljudi, izmed teh 10 000
se mi jih je 6 naučilo voziti to kolo po ali pa pred predstavo v Res? pol urce, 1 uri, naprimer. O, To je meni bilo noro. Jaz sem rabil 3 tedne za to. In nekateri pa očitno so. Nekateri pa očitno imajo neko predispozicijo za to in super mi je bilo to opazovati. No. ampak to kolo ti zdaj lahko voziš recimo prav zunaj brez težav. Brez težav je kar optimistično, no, ampak Ajde, ker si na lahko ga pomožnih vozim. koleškah, tako počasi. Lahko ga vozim, ampak pa se pa zgodi kaj nepričakovanega ali pa ne vem, grem hiter, pa v glavi sem tako pomislim, ojoj, zdaj greš pa že full hiter, pazi, to je nevarno. In pa me ta strah mi kar povzroči, da mi preklopi na star sistem in to dobesedno zgleda tako, da jaz pol med vožnjo obrnem balanco in me vrže čez balanco. To je res grozno. V Rožni se mi je enkrat to zgodilo, pa so bili ljudje zraven, takoj so pretekli, gospod, je vse v redu, jaz tako ne, je vse v redu, neumen sem, puste. Kakšen gospod? Tle je problem. Ja, zakon. Kaj te je najbolj šokiralo, ko si v vseh teh letih zdaj raziskoval o možganih, kako delujejo in vse te stvari, da je bil ta mit o možganih, ki je bil tako, a to je res? Ne, Najbolj. Ravno kontra. Mene je najbolj mi je bilo fascinantno to, da ni res to, da ljudje uporabljamo samo 10% možganov. Veš, to je ena taka zelo razširjena, en razširjen mit teh 10% možganov, ki je čist zgrešen. To res nima veze. Ne? In to mi je bilo super brati o tem. Drugače pa ja, ko govorimo o možganih, je cel kup nenavadnih primerov, ker dejansko mi iz zgodovine, pa razvoj medicine, biologije, psihologije, se uči največ o možganih takrat, ko grejo stvari narobe. Ker mi seveda ne moremo zdaj vzeti človeka in kaj bi se pa zgodilo, če bi mi izrezali ven tale košček, ne? To pač ne gre tako. Se pa dejansko ta podoben proces zgodi, ker se nekomu to zgodi v nesreči. Naprimer, nekomu je ena kovinska palca prebila glavo čez tlele in mu je zluknala celo glavo. In je pol gospod z luknjo v glavi kar nekaj časa živel. Ja. Samo osebnost se mu je pol malo spremenila, tako je postal čist drugačen, ker je prefrontalni korteks izgubil funkcijo. Določen del se je razbil. Pa imamo neverjetne primere, ker se recimo ljudem poškoduje kakšna povezava med poloblami možganskimi, ali pa ljudje, ki izgubijo zmožnost ustvarjanja spominov, ali pa ljudje, ki živijo samo v danem trenutku, recimo, da sploh da so kot zlate ribice, dobesedno v tej sanski sliki, ampak ne boš verjel, pazi, ravno primer tega gospoda, ki je izgubil zmožnost tvorjenja spominov, ki je torej živel res v teh 3 sekundah, to je lahko izgledalo tudi tako, to sem bral, zdaj govorim, da sem bil tam, bral sem o tem, ne? To je lahko izgledalo tako, da recimo je on, da bi se midva pogovarjala, pa bi me ti vprašal, in kako si kaj, bi rekel, je super, pa bi že čez 2 sekunde rekel, kaj jaz delam, kaj se dogaja. Ne? Taka zelo močna, čudna demenca, ki res nima nobenih okvirov več. Ampak pazi, ko je pa ta gospod igral klavir, je pa lahko odigral recimo celo skladbo, ki je trajala 4-5 minut. To je bil eden izmed redkih primerov, da je on držal zavest več kot 30 sekund, ko je igral klavir. Samo to je spet glasba, ki drugače vpliva na ljudi. Ja, ful zanimivo je, da je dejansko v njej bil edino zmožen obdržati ta tok misli sploh. No? To je bilo ogromno primerov, kakor vem, da so tisti, ki so recimo se ukvarjali z glasbo, ko so bili potem starejši, pa recimo kakšne bolezni, Alzheimer in podobno, so še zmeraj znali recimo vse zaigrati in točno to. Določen trenutek časa so bili vtisnjeni noter, pol je pa spet pač bilo nazaj. Teda, zanimiv. Pejva iz tega pol ven na poklic igralca. Zakaj igralec? Ker se mi je zdelo, da je to neka edina možnost, kjer se vse, kar me zanima, povezuje. No? Če sem se učil, zdaj spomin. Ne, pa tudi v resnici sem imel zelo veliko neverjetno lepih izkušenj nastopanja, malo v osnovni, malo v srednji in tako. In vse te so me peljale v to smer. Izbira srednje šole je bila tako malo ključna, ker sem skozi kolebal med tehnično gimnazijo pa splošno gimnazijo in to je bila taka moja odločitev računalništvo ali pa kaj gledališče. In potem sem se odločil za splošno gimnazijo ravno zaradi gledališkega krožka. In takrat sem pol nekako že zelo hitro vedel, da bi rad šel v to smer. No. V bistvu nisem videl nobene druge možnosti več. Danes pa vidim cel kup možnosti, naprimer. Danes pa se mi zdi, da malo bolj fluidno tudi dojemam to, kaj sploh je zdaj kariera nekoga. Meni zdi, da smo tudi tle zelo
lahko zategnjeni in da zaradi tega velikokrat so tudi ljudje pol nesrečni. Pa to je zelo širok pojem. Ne? Naša znanja se vedno nabirajo in kopičijo in znotraj področja, kjer deluješ, lahko vedno tako širiš svojo dejavnost, neslutene reči. Ne? Ja. Jaz tudi zdaj, kot igralec, počnem svašta. Mislim, res, nastopam, delam predstave, snemam serije. Ampak ne. Neke babice vidiš. Tako, recimo, tako, razbijam se s kolesom, pa tako. Karkoli mi pade na pamet, poskušam nekako plesti v to, kar počnem. No. Zanimivo. No, si nekaj časa si bil tudi član ansambla SNG, ne? Prav igral gledališke predstave, pa se pa odločil, ker se v bistvu tam reče, da greš nazaj igralec na svobodo. To je verjetno tudi težka odločitev za igralca. Ja, ali pač? je. Zelo težka, zato ker prvič je drama res, mislim, hiša, ki ima tradicijo, ki ima vrhunski ansambl in vse, in tudi eno varnost nudi. Zelo težko je bilo to potem dati na tehtnico in pretehtati, kaj so recimo drugi plusi svobode. Ampak zaenkrat sem vesel, da sem se tako odločil, ker mi v tem obdobju to ponuja več mogoče neke fleksibilnosti ali pa... Ni svobode v bistvu dejansko, da počneš kar češ, ne? Ja. Kaj bi pa izbral, če greva na recimo film, serija ali gledališče? To je čist druga zver. Tako, mislim... Sem predvidevam, da imaš kakšno ljubšo stvar, ne? S kom sem se tako tukaj na kavici pogovarjal, da serije so natempirane, ne? Ti snemaš to in je fertik. Ja, sam je tudi en žur v tem. Gledališčem greš pa počasi, vzameš čas, razviješ vlogo. Mislim... A veš, zdaj sem imel to izkušnjo snemanja serije Ja, šef, ker sem v bistvu več kot eno leto, dobro leto in pol skoraj snemal to serijo. To je bilo res noro. Mislim, serija z enim super vzdušjem, zelo ustvarjalno energijo, seveda z brzino pa natemperana, to je pač vedno del tega, ampak tako res je bila reč, ki bo gotovo ostala v mojem spominu in je pustila en dober pečat, no. Tudi gledati Jurija pa kolege, kako šibajo, kaj jim dela, kako to v bistvu raste iz epizode v epizodo, iz take v take, mi je bilo super. In tukaj je, jaz predvsem zasledujem neko ustvarjalnost ali pa možnost izraza, prostora, tega, da res nekaj počneš. Meni je najbolj mučno biti nekje, kjer imam občutek, da stojimo na miru, no, ali pa kjer imam občutek, da tratimo čas, svoj ali pa gledalcev ali česarkoli. In tlega nisem imel. V gledališču ga tudi nimam. Sam je to čist drug način razmišljanja pa dela, res. In ne vem, jaz zelo rad menjujem okolja, tudi delovna, no? Ker verjamem, da se lahko ful naučiš. Tako da, če bi moral izbirati, bi raj rekel nič od tega in pa bi imel oboje še vedno, mislim, bi se še vedno vrnil kdaj na oboje od tega, no? Zdaj imam strah, da boš samo vstop pa tako šel, veš, ne, to je brez veze. Jaz se ne grem tega. Ne. Tako res, recimo, gledaliških izkušenj zdaj ful časa nisem imel zaradi korone. In zdaj, ko sem na tej turneji, mi je tako, da bi... Se malo spet nazaj vrača, ne? Pač ja, neverjetno dobro mi je, no. Tako je, res sem užival, čeprav je včasih to pomenilo tudi, da se furam 2 uri, pa pol prijem domov enih po noč, pa vse to. Ampak nima veze, ker je ta izkušnja odrskega nastopa, ki je lahko res dober, ker se nekaj začne, zažene in pol piči, vrhunska. Plus lastna predstava, ne? Ja, tudi to. Ampak sej, zelo podobno se lahko zgodi tudi na seriji, kjer v bistvu se med igralci zgodi ena kemija, kjer se kaj vrže na ogenj, pa se malo kaj poimprovizira ali pa kaj nastane. Sam da tam ni hipnega odziva gledalcev, ne? Tam je pač to drugače. Ja. Ampak meni je, res mi je oboje zelo všeč, čeprav je čist drug material. Ok, zanimivo. Omenil si se prav to serijo Ja, šef, v kateri te bomo po novem zdaj tudi gledali lahko, ne? In evo, pridemo do tistega za to serijo, ti moraš igrati klavir in si se ga dal učiti. Ja, mislim, prav zares. Ja, tako je bilo, ne? Jaz igram enega glasbenika, pianista in v seriji imam veliko delov, kjer igram klavir. In na začetku so mi tako rekli, lej, sej boš imel dvojnika, ni panike, ne? Se tako, ok, sam kaj bi pa vse lahko probal odigrati, da ne glih izgleda čist leseno, ne? In sem se začel učiti
relativno pozno, ne vem, po 2 mesecih klavir sam in sem videl, da to ne bo šlo nikamor. Ne? In potem sem imel to nezgodo novembra, kjer sem padel z višine in si v bistvu počel vretence, imel pretres možganov. Tudi zaradi tega je bila zdrava pamet ustavljena, pa tudi snemanje serije sem malo ustavil. In pa sem kar naenkrat imel ful časa, ker res nisem smel nič delati. In 1 mesec sem moral biti doma in sem rekel, to je pa zdaj idealna prilika, da se začnem pa mogoče učiti klavir. In pa sem poiskal eno glasbeno šolo, Opus, super šola, kjer sem rekel, a bi se lahko jaz učil tle klavir. In pa sem se začel učiti bolj iz Firbca in pa je bilo res tako dober, da zdaj ustrajam. In tudi v seriji sem kaj pol že lahko odigral. No. Tako da jaz ful rad izkoristim take prilike, da se nečesa res naučim. No. Igralci imamo pač to srečo, da lahko stopaš v eno zelo široko polje ljudi, dejavnosti, vsega. In seveda jih konkretno, ne vem, veščine, poklice bolj površinsko spoznaš, bolj se ukvarjaš z neko osebnostno dimenzijo človeka. Ja. Ampak meni je pa to velikokrat tudi izziv, da se probam še nečesa naučiti. Tudi Rubikovo mimogrede sem se naučil, zato ker je moj lik v predstavi Pomona, v drami, ki sem jo takrat igral, je v tekstu pisal, da se stavlja Rubikovo med enim dialogom in pa sem se naučil Rubikovo in pa me je spet to toliko obsedlo, da... To sploh ni bila tvoja ideja, tako da bom pa jaz Rubikovo zdaj zagravil. Ne. Pač mislim, eno z drugim, ne, ampak ker sem videl, tukaj piše, da se stavlja Rubikovo, kaj pa če se tega lotim? Pa sem se lotil in pa je bilo res toliko žur, da sem pač to delal pol 2 leti na polno skozi. Se sam vrnem na šefa, bomo dejansko pol slišali delček tega, kar ti res igraš? Ja, to pa zdaj ni več v mojih rokah. Ne. Jaz mislim, da v enih delih ampak verjetno bodo zelo majhni deli, ker velikokrat se pol to še vedno opremi čez, recimo podloži to, on naredi čudeže, itak montažerji, pa dejansko sem imel tudi dvojnika, ki je zapletenejše stvari igral in se vidijo njegove roke, no ne vem, če je zdaj to tak spoiler, vse jaz igram. Vse, kar vidite, sem jaz odigral. Ne bom pogledal stran, ker sem videl, da mi je nos tako zrastel. Ampak ne, veš kaj, to je ful dobro. Jaz ponovadi, kadar gledam kakšne serije, ratam občutljiv točno na igralca, ko igra nek inštrument, ker je videti, da nima pojma, kaj dela. Moj vidik je ponovadi kitara, ker jo znam igrati, ker vem, kaj primeš. In pol, kar sem drži, pa sem tako premikal, pa dol sem tako... Ja, ampak ful zanimivo. Veš, jaz sem gledal ogromno pianistov tudi, kako igrajo, torej na YouTubeu sem res obrnil vse. In ti, če pravi pianist igra, velikokrat se bo tlele dogajali minimalno v telesu. Mene je pa recimo kamera snemala tako, ni snemala prstov in zdaj, če mi hočemo ustvariti neko iluzijo igranja, moraš ful več delati z gornjim telesom, kar spet nekomu, ki igra klavira, povem tako, sej nisi zdaj na gimnastičnem tekmovanju, ne. Ampak treba je neke kompromise sklepati. Pa tudi zanimivo, v risankah, to sem tudi gledal, je klavir ponovadi čist narobe igran. Ampak zato, ker so logike animacije drugačne, kot logike resničnosti. To sem pa enkrat gledal in videl nekaj na to temo. In če pogledaš, kaj oni igrajo liki, je čist mim. Ampak v bistvu je bolj zaradi pozicije prstov njihovih pa tako. Ampak fikcija je velikokrat bolj resnična od resničnosti, čeprav je lažna. No? To je vedno tako, v filmu, v risanki, v knjigi tudi v resnici. Po moje prve, kar lahko rečeva v Sloveniji, da se mičkam tega method actor. To je zdaj široko. To pri nas je tako težko, da si method actor. To za tiste, ki ne veste, method actor je se prav tak, tudi izven, ko kamere niso prižgane, še zmeraj je veliko. Ne? Oziroma, ko ima nek specifičen pristop do dela z vlogo, ki temelji na igralski metodi. Zdaj pa ni nujno, da je to samo, da je ves čas v liku, ampak... Najbolj znana je od Jareda Leta, recimo, ki je igral Jokerja, kako je ostalim soigralcem pošiljal podgane, pa take stvari. Kar nekaj je teh... Izven snemanja. Teh igralskih podvigov, ampak v Sloveniji mogoče zaenkrat... No, čeprav ni res, so tudi zihar na filmu bolj možnosti za to, ne? Serija te, po mojem, vseeno sili v en drugačen način dela, ne? Ker traja toliko dolg. Filmi so bolj skoncentrirani, pa tudi pogoji dela so drugačni. Ampak ne, veliki igralcev se poslužuje igralskih tehnik, metode tudi,
To je kar razširjeno pri nas. Okay. Bil si tudi že dosti na televiziji in lih na dolg nazaj smo v bistvu izvedeli, da se zdaj tudi z televizije malo poslavljaš. Ja. Če kako dolgo je pa zdaj to nazaj? Ja, tudi prejšnji teden. Nekaj tacga, ne? Prejšnji teden smo imeli zadnjo oddajo Krompirja z Niko Rozman. In ja, odločila sva se, da je čas mogoče, da predava to vlogo drugim. In sva Vidva sta se prav to odločila. Ja. Mislim, seveda smo se skupaj to odločili. Vedno se vse te stvari pogovarjaš, pa v ekipi odločiš. Ampak zdelo se nam je, da je čas za to, da je prav, da to naredimo. Ampak uživaš pa na televiziji, ne? Absolutno. In tudi spet verjamem v to, da je fino preizkušati različne stvari. No? Veš, tako, ko sem vodil Celice, to je spet ena zver od oddaje. To je tako res milijon stvari je treba slediti. Točke, imena, vprašanja, naglasi, ekipe, kako zdaj to peljati naprej, kaj reči, skratka, res zahtevna zadeva. Ampak je Krompir bil, na primer, čist druga izkušnja, ker je bila pa oddaja v živo, ker je pa zahtevna pol spet v enem drugem oziru in čist en drug žur v tem, kako se je lotiš, pa kako jo delaš, ne. In sem ful hvaležen za obe ti dve izkušnji. Ne bi bil pa recimo, takrat, ko se jaz spomnim, ko je prišlo to ven z malimi sivimi celicami, da se Pavle ravno hripne po ne vem kolikih letih, da ga ne bo. In pol Nik Škrlec. Kdo je to? Ja. Pol pa to zagrabi, ne? Aha, the best, super. A ne bi bil recimo pol, ki ti neka, da te povezujejo z malimi sivimi celicami, tako kot so Pavle ta ravno hriba. Veš, da si Ja. Nik Škrlec mora zdaj tle biti, ker tako je. Ne vem, to je spet eno zahtevno vprašanje, no? Ampak takrat se mi je zdelo boljš, da temu ne bi bilo tako. Tudi, ko smo začeli delati, smo se pogovarjali, pa sem rekel, da mislim, da je bilo fajn, da imamo neko obdobje sodelovanja, da ne bo zdaj to, da bom jaz vodil recimo 20 let, ne? Ne vem, tako se mi je zdelo bolj prav na nek način. Kaj pa vem? Tvoja žena je lahko vesela. Zakaj? Ja, boš rekel, veš kaj, grem jaz lahko še na drugo malo. Ne. Veš kaj, ne, mi da sva naredila svoje, ne bomo mi to 20 let tle. Ampak zadajam, ne vem, tako, pa tudi dejansko je pripomoglo k tej odločitvi dejstvo, da sem že vodil Krompir takrat in se mi je zdelo, ne moram zdaj dve oddaji voditi, pa eno za drugo, pa tako, pa ja, takrat se mi je zdelo bolj prav, da se tako odločim. Ja. Lej, pošteno. Boš verjetno prišel to če kaj nazaj. Ja, upam, seveda. Jaz sem vedno, ja. Pokličte, zdaj je frej. Kaj ti pa recimo še danes povzroča res težave, da si ne moreš navaditi, pa se zelo, zelo rad? A je kaj ta zdaj? Ja, kuhanje. Res? Jaz sem obupen. Si še na YouTubeu nekaj kuhaš, a nisem prav videl? Ja, sej, ampak to je tako ena redkih. Ta YouTube video je bil en izmed... Jaz se velikrat poskušam motivirati tako, da naredim video o tem, ker pa si mislim, zdaj pa moraš nekaj spraviti skupaj, ne? Dobro, ja. In tiste kekse sem spekel, znam speči pico, znam narediti testenine, to je res obupno, no? Tega se prav sramujem, ampak moje znanje kuhanja je ostalo v neki osnovni šoli in vedno iščem načine, kako bi to izboljšal, no? Nisem še našel pametnega, ampak sem tudi že ene kuharske knjige, pa tako pa nekaj kuham, ampak tega se je treba res lotiti, se mi zdi, no. In to je ena taka stvar, ki mi mori, da je ne znam dobro, to je pa skoraj, Pa dobro, tiste makarone že narediš, kaj? Ja, ampak a je to legitimno, to ni nič. Ne, to je za štart. Ja. Če jaz znam narediti kakšno stvar, jo što ti verjem. Moraš mi dati kak recept, ali nekaj. Verjem, ni problem. Čili con carne, tu sam vržeš noter, je stvar narejena. Se samo naredi. Dober. In prija res dobro. Okay. Da sem se kar sam pohvalil malo. Pokličite, kuha tudi na domu. Ne. Ogromno enih stvari se pravi, kar se tega spomina tiče, imamo še za obdelati. Naučil si se pravi, pi število, do koliko decimalke šlo? Na tekmovanju do 341, ja. Ja. Potem nauči pesem.se, je to zdaj en projekt. Ja. To je to neverjetno. To je pa ful sem ponosen na to. To je nastalo čist iz Firpca, ker sem v enem pogovoru z Davidom Zupančičem prišel do tega, da sem se na faksu res rad učil pesmi na pamet
in da je pol to kar zginilo. To sem nehal delati na neki točki. Mislim, še vedno se jih naučim tako za neke prireditve, priložnosti, ampak pa to hitro gre stran. Govoriva o kakšnih pesmih, prav poezija? Poezija, ja, kakršnih koli. In pa sem naredil eno Discord skupino za hec, kjer je bil cilj se naučiti eno pesem na pamet na teden. In to še danes teče. Zdaj znam, ne vem, 7, 8. In pridružilo se je 70 ljudi temu. In v skupini znamo skupaj že več kot 120 pesmi na pamet. Oziroma 170, če štejemo še enega pridruženega člana, ki jih zna že 50 odprej. In izkazalo se je kot ful zanimivo početje. No? Tako ponavljati pesem na pamet, ne vem, ko stojiš na semaforju, je tako noro, ker je čisto ena druga pozornost, nekaj drugega se zgodi. No? Ni živčen pol za volanom? Ne, ravno nasprotno. Ja. Ravno nasprotno. No, čeprav to sem se tudi naučil. Fino je, problem je, če se učim kakšne pesmi od Zajca, naprimer, Daneta Zajca, ki so vse zelo tako temačne, in pa sedim na semaforju in ne vem, nekdo mi nekaj trobi, ali pa nekaj in jaz sam si ponavljam, za vse boš plačal. Največ boš plačal za svoje rojstvo. In pol se mi ta Zajc začne tako vrteti, tako tle imaš. Sej on ne ve, jaz sam tam stojim pa ga gledam, ampak Kad sem ven z avta. Tako da sem začel zbirati pol tudi lepše pesmi, tako bolj svetle, zato da je neko ravnotežje. No? Kaj je bilo pa lažje se navaditi? Število pi, vse te decimalke, ali poštne številke Slovenije? Poštne so čist simpel, to je pa tako, to je preenostavno. No? Ja. Zato, ker... ja! Jaz sem spet na umno, ja, ni panike. Ne, zato, ker pri poštnih številkah je, a veš, jaz imam en sistem za števila, ki mi vse cifre pretvarja v ene podobe, to je pač skrivnost tega, in ta sistem imam že zgrajen. In pol poštne številke vzetke so 4 mestna števila in zraven še ime kraja, to je tako zabavno, no, da sem to res ruknil kanač. Cerknica. Cerknica, 1, 3, 8, nič. Zdaj sem bil že jaz tako, Ja, ker bi moral jaz tako suvereno, 1, 3, 8, nič. Ampak ni res, veš, jaz tudi ne trdim, da zdaj, to je tako kot v šoli, pač naučil sem se to, ampak ne trdim, da zdaj 100% znam. Sej, zaenkrat na teh 45 poneditvah recimo se ne 3-krat se zmotil. Okay. Pa sem pol popravil. Tako da ja, to je kar žurno. Dejansko sem jaz tudi zelo slab po poznavanju geografije Slovenije in zaradi teh poštnih številk imam zdaj ful boljšo predstavo, kje je kaj. To je dobro, ja. Ja, veš, zdaj tako mi rečeš Cerknica, pa sem tako, okej, Cerknica. Točno veš, kam jeti. Vem, kjeri kraji so v okolici, naprimer, zato ker spet so podobno poštne številke. Pa vem približno, kje je v regiji. Dobro, zdaj za Cerknico itak tako veš, ampak ne, če mi pa rečeš... Spodnji Duplek. Ja, recimo. Vem, kje je, ne, pa kako gre. Pa da je... obstaja? Seveda, Spodnji Duplek je 2241. Malo se zaprekavam, da ne bo kdo kaj rekel zdajle. Vem, da vstajate, da sem jih vse užalil. Tiste 3 prebivalce. Da sem še enkrat užalil. Bravo, to je to. Absolutno tudi, recimo, čarovnije. Ja, ful. Ali morda celo že kaj znaš? Ful bi se lotil tega. Ja? To je nekaj, kar sem tudi počel kot otrok zelo rad. Ja, mislim, me je fasciniralo to. Kako si pa prišel na to? Sem zgledam ta fantek, ki čara s kartami, ne? Povezal sem, ja, čisto enostavno, ker se vse te stvari zapomniš, meni se zdi, da bi bil ful dober mađoničar. Ja, tudi dejansko znam neko rutino z kozarčki, pa z žogico, pa nekaj s kartami se znam, ampak zdaj slabo znam. Pa kakšen kovanc, da zgine. Tako. Otroci, ki so dovolj mladi, če imam mlade mislim, jaz sem cel kup nečakov, ampak do neke stopnje jih kar preslepim. Pa ko začnejo hoditi, pa zgubim to možnost. Ampak tle so neke moje magične sposobnosti. Ne, zelo dober trik je, kako spraviš kovanc v zaprto pločevinko. Ok. Zelo dober. Čakaj, mi ga boš zdaj pokazal? Ne, nimam pločevinke. Drugač bi lahko verjetno. Je zelo dobro. Ok, hodo. Greva še mičkar naprej. Poleg vsega tega... To bom pa zdaj povedal še, ker se mi zdi kar zabavno. Jaz imam ful željo, tukaj gre tudi malo ta čarovnija mogoče zraven, nekoč kupiti en 2-nadstropni avtobus, double decker, in ga spremeniti v oder, torej imeti od spredi tak noter v avtobusu oder in zgor tribuno za nekih 40 ljudi in pol s tem turirati po Sloveniji in imeti eno predstavo. In ta predstava bi ziher lahko tako malo tudi čarovniška, nekaj bi čarov, ki bi bili ljudje tako blizu. Ampak to ful stane, tako da nisem še stuhtal, ampak
Upam, da kdaj. Noro, zelo dobra Če ima ideja. kdo kak dvonadstropni avtobus, ki mu leži doma, kje? Tu imaš lahko tudi še malo večji kombi. Ne, to bi moral biti to. Prav ono, Ker če ti hočeš spraviti noter 40 ljudi, veš, moraš kar imeti. Ker jaz bi rad, da tudi gledalci so noter, ne da, ne da sem sam, da je oder, pa pol gledalci zunaj, jaz bi rad vse v enem. Zanimivo. Ja, bova šla še naprej, recimo na tvoje hobije, potapljanje, ne? Kako je do tega prišlo? To pa je nekaj, kar počnem, odkar vem zase, no, na morju. Od majhnega Ja, zdaj. jaz res sem zelo rad se potapljal na morju, z dihalko, z masko, z bratom sva. Eno lepših poletij je bilo, smo bili v enem mestu, ki zdaj se ne spomnim čisto točno, recimo, da bi so bile Pakoštane, ne vem. Skratka, tam je ena cerkev ob obali in na tej, tako je en previs z eno malo trato in tukaj gor je en gospod vsako jutro, zjutraj si dal golf žogice in jih je nabijal na to morje, ne. In mi smo to opazili enkrat zjutraj in pa so jaz z bratom tako, pol je ful enih žogic zdaj tle v morju. In pa sva šla in sva stavhala ven 100 teh žogic in to je bilo super. Tako da, jaz se od nekdaj rad potapljam. Ko sem prišel v Ljubljano, sem pa videl, da se da to tudi trenirati, pa da se da tudi tako izboljšati in tehniko in vse. In od takrat naprej sem spet pečen, no, pač mi je to res tako nekaj, kar je postalo del mene. Pa greš to pač potapljati se iz vidika tega turističnega, da malo pogledaš koralce ali pa kaj? Ali se pravi tudi to nadih, pa čim dlje gremo dol? Ne, jaz se na dah potapljam in tako res, res, pač tudi v globine, ampak zdaj pa s časom pa seveda, meni je super raziskovati podvodni svet. Treniram pa tudi to tako resno, tudi inštruktor sem potapljanja na vdih in... Koliko cajta držiš? Preveč. Kaj to pomeni? Mislim, Že moderadaš. statiko sem držal največ 6 minut pa pol. Oh my God. Ampak to je res trening pa eno obdobje, ker sem res intenzivno to treniral. Zdaj sem bolj po mojem okrog 5 minut, 5 pa pol. Ja, okej. To ni To pa res spet slabo. toka, ne? To je kar slabo, ja. Ja. Vsako leto se pol v bistvu udeležiš tudi kar nekaj teh čistilnih akcij, ne? Ja. Zdaj, ki je pomlad, bo tega ogromno. Evo, ravno zdaj prihajajo in sem zelo ponosen, da smo lani bili tudi prvi potapljači na vdih, ko smo se udeležili potapljaške akcije, čistilne akcije Blejskega jezera. Ja. Zdaj je že za nami, oziroma ne, Ljubljanica, evo, Ljubljanica je tudi za nami, čiščenje Ljubljanice. Tam sicer jaz ne smem v vodo, ker grejo v vodo potapljači z jeklenkami, ki so dovolj izkušeni. Ljubljanica vseeno je vidljivost res nikakva, ne. Ja. Potem Drava se je tudi čistila, Fiesa se bo čistila junija, akvatorij Fiese. Tako da me zdi to super iniciativa Slovenske potapljaške zveze, pa vseh društev in tudi ena super komunikacija s skupnostjo, no. Hkrati, če ljudje vidijo, koliko smeti pride ven, se mogoče zamislijo, pa si rečejo, ok, kdo pa to not meče? Mi to not mečemo, seveda, ne. In mogoče spremenijo svoje vedenje. To se mi zdi najlepši rezultat teh akcij. Ker to, da ti čistiš pa za eno leto nekaj, je en kratkotrajen učinek, ne. To, da pa ti skupnosti daš vedeti, pa da v bistvu ji daš misliti, je pa dolgotrajen učinek. Zdaj moram te vprašati, da se tukaj pozna, ker jaz Vse. kot radijski voditelj vsako leto govorimo, joj, toliko ton so potegnili ven tega, pač. Vse pozna. Recimo, jaz imam največ izkušenj s čiščenjem Blejskega jezera, zdaj že nekaj let tam sodelujem. Letos me žal ne bo, zato ker nekam odpotujem. Tam je opazno manj odpadkov. Dobro, zdaj je tudi res, da je bila korona, da je to kar vplivalo na to, da ni bilo toliko turizma, ampak dejansko čez leta je teh odpadkov manj. Dobro, Je, hvala je. Bogu, da pol tako je. Ja, Lik s navezo je, da nekam odpotuješ, poletje obvezno morje pol, ne? ja, ja. Nisi za gore. Ne, jaz pa res poleti sem pa bolj cel čas pod vodo, no. Mislim, tudi rad grem. Sparaš na sončni kremi, ne? Ja. Pa tudi na vsem, veš, pod vodo, ni Pa žena signala. je lahko, ne? Tudi res je, govoriti ne moreš pod vodo nič. Potapljanje vdih je tak specifičen šport, ker večino časa ne moreš govoriti, vsega pa moraš početi v družbi, nikoli sama, ne? In meni je zelo ljubno. A je karkoli tacga, da ti je nezanimivo? Ne, jaz sem prepričan, da ne obstajajo dolgočasne snovi, da smo samo dolgočasni ljudje. A veš, ne vem, nekdo vidi en kamen na tleh in mu je to nekaj najbolj dolgočasnega, pa pride pa zraven nek geolog, ki se ukvarja s preučevanjem točno teh kamnov in je odkril si tam ognjemet ali pa cel žura, ne. In
pač jaz mislim, da je odgovornost nas, da stvari naredimo zanimive. No, ne nujno, da so vse stvari okrog nas a priori zanimive. Recimo, ful mi je zanimiva ta scena, ker je tako, a smo noter ali smo odzuni. Ker imamo hkrati zid, ki je tak, da smo odzuni, pa te luči, da smo odzuni, hkrati imamo te elemente, da smo not, pa so tukaj ena vrata, ki so spet, da smo odzuni, ampak pred njimi je obešalnik in prej sem gledal, da je čakaj malo, kje smo zdaj, a smo not, ali smo odzuni. In cel čas je grunta, pa je tle atlas sveta in tako, čakaj, a smo nekje kar, tako da, ful stvari je, ful zanimivih, samo moramo jim posvetiti pozornost. Vrat ni še noben odprl. Ja, sej to, ampak ključ je noter, tako da mogoče so celo zaklenjena. Sej ne vem, če gledalci to vidijo, ampak mogoče boste lahko dosneli, no. To so res, super, ja, zdaj boste videli. Zdaj bodo pokazali vrata, bomo še enkrat prav pogledati, kaj je tam. Sorry. Nik Škrlec razbija sceno. Sam ne še ključ je. Zaklenjena so, evo, saj sem vedel. Mi smo tle not zaklenjeni, še to. Kako sploh prideš, kako so prišla sem? Vidiš, kako prideš sploh sem? Tle, čez to kocko, mislim, da je tle nek izhod, ja, tle. Hudo. Ja, ampak verjetno je kakšna stvar, veš, ker nismo vse za vse. Absolutno, in tudi jaz ful stvari, ki se jih lotim, pač opustim na neki točki, ker vidim, da ni zdaj čas za to, nekako mi ne gre, ne zanima me ali karkoli. In nič ni narobe s tem, to je v bistvu še bolj, to je potrebno, če se hočeš nečesa lotiti, je potrebno, da ene stvari pač opustiš, ne moramo delati vsega, no. Velikrat pa mi mislimo, ali pa terjamo od sebe, hočem dobro službo, pol sem v službi do 5, pol hočem kvaliteten čas z družino in pol imam še 3 ure za to in pol mi zmanjka časa. In to je čisto okej, torej to je dovolj, se meni zdi, ne? In znotraj tega lahko iščeš stvari, ki se začnejo lepiti na to. Sej, če ti preživljaš kvaliteten čas z družino, lahko ob tem se še kaj naučiš, ali pa je to združljivo. Ali pa v službi, v končni fazi, je nešteto priložnosti za napredovanje, rast, učenje česa novega. Samo velikrat smo ljudje malo preveč tudi utrujeni in enostavno nimamo energije za to. Ja. Kar pa spet govori o tem, torej je očitno nečesa preveč. Počitek je ful bolj pomemben kot aktivnost in to vrhunski športniki tako najbolj vedo. Ja. Rekreativci pa pol gremo z glavo skozi zid in zdaj bom preplaval vse, kar se da in pod vodo bom držal in treniral bom to za crkant in pol se pretreniramo, zato ker nimamo tega zavesti, da je počitek res ključen za napredek. Ja. Kdaj smo to imeli, da človek je edina vrsta, ki v bistvu si krajša svoj spanc. Ja. Žival gre spat, to je to. Človek pa, bomo še malo. Ja. Poleg res vsega tega, kar smo danes omenili, od tega, da si igralec, od tega, da se potapljaš, spomin, pesmi, ni da ni, imaš pa pol še YouTube kanal. Ja, pa še to malo zakapane. Kaj, vse to je pa tako. Mislim, a veš, jaz sem na YouTubeu ful naučil neke tudi prisotnosti pred kamero ali pa vpogleda v video ustvarjalni proces, ki ga igralec načeloma nima nujno. Ja. Montaža, na primer, je nekaj tazga. Meni je tudi cel žur, ko smo snemali tega šefa, iti v montažo in gledati, kako oni delajo. Mojstri res to delajo. In kaj pravzaprav kako se to oblikuje. In ta izkušnja z YouTubeom mi je zelo pomagala pred tej neki suverenosti tega, kaj vse zahteva neko audiovizualno delo, naprimer. In nasploh pa tudi, zdaj sem malo zanemaril YouTube ravno zaradi te turneje Zdrave pameti, zdaj jeseni spet bom, zato ker zdaj že ene stvari snemam, imel malo več materijala. Jaz tudi verjamem v internetno skupnost, no, pač to je, v Sloveniji je to res lahko zelo lepo, ker smo itak že mali. Ja. In če na YouTubeu jaz izražam bolj, ne res svoja zanimanja, ker so lahko čist diametralno nasprotna tudi v trenutkih, ampak velikrat pol pritegnem ljudi, ki jih zanima podobno. In to je ful močna opora in podpora lahko. Kar čutiš tako, še en kup ljudi je, ki jih zanima, kako pa zdaj spodiram nek rekord sestavljanja Rubikovih kock pod vodo, ki je čist neki XY, ampak to je ful lepi sopotniki so to, rečem, ki se jih lotim. No. Ja. Kako pa tvoja družina na vse to gleda? Kar se ti loteš in tako? Pa ne, po mojem so se navadili, ne, kaj, so tako. Kaj pač jo, ne? Ja. Mislim, ne, spet me tudi podpirajo, to pač je
nekako potrebno, ne? Ampak ja, kaj pa vem, sploh ne vem, nimam nobenih občutkov, da Kar nik doma dela, se ne pogovarjamo. Ampak Dajte mir. to je tudi od nekdaj tako bilo, veš, tako se rekel te avtočki ali pa ne vem, karkoli že. Jaz sem res delal neum, mislim, tako neke stvari, ki so, recimo, na dvorišču od spodaj, tudi v srednji šoli, oče mi je takrat, sem utežil, da mi je naredil hodulje, naprimer. Ampak to une hodulje, da sem se tako zvezal noter nogo, kar je, ne? Ali pa ne vem, isto, mama mi je knjige dobavljala, ker je bila knjižničarka, pa mi je pač, pa sem mi moril, da je lahko. Pa ne vem, slackline sva si z bratom tam postavila, žonglirati sem se naučil doma na dvorišču. To je tako, ne vem, a veš, vedno je tisto, kar nas zanima, je najbolj dragoceno in če je to, ne vem, kako zalotati neko vezje, pa če to nekoga zanima, super, ne gre v to, ker se bo tle not naučil toliko več kot samo tiste aktivnosti. Naučil se bo delati s sabo, razpolagati svojim časom, usmerjati sebe, pozornost svojo, dejansko tudi elektrotehnike in vsega ob tem, ampak predvsem se bo pa naučil to, da se lahko nečesa loti in da bo prišel do nečesa novega, da se bo nekaj naučil. To je ful pomembno zavedanje, no? Ker to zgubimo ljudje in to je škoda. Pač mene to prav jezi, tako velikrat me res to prizadane, ker vidim nekoga, ki pač je tako, ne, jaz to ne bom, ne. In to vidim tudi otroke, da ne boš zamislil. Pridem na osnovno šolo, imam delavnico, ne vem, žongliranja in mi en tam mal začne metati 2 žogice in tako prvič vrže in reče, jaz to ne bom mogel. Se tako, čakaj malo. Zdaj se pa vsetle, ne bi tega govoriti. Če nisi niti probil, ne. Tako da, to se je pač tudi treba naučiti. Tega tudi nihče, kar a priori nima. Da bi rekel, ja, jaz bom kar, ne vem, karkoli, ali pa se ni panike, ne. Imam doskrat tako. Ja, jaz sem šele zdaj, z kasnejšimi leti, da jim reč prišel do tega, da pač se moraš malo potruditi. Ja. Sem pa zelo rad bil sem tako, ne gre. Ja, in dejansko je tudi pogumno se potruditi, ker tvegaš, mislim, ko moraš sebe pač peljati čez to, da lej, ni šlo, ne gre, in pol zdaj vztraje. Ni cona udobja. Tako, točno to. In je problem. Ja. Kaj pa počneš še kaj tacga, da pa ostali sploh še ne vemo? A je kaj? Pa da lahko zaupaš? Ja, vse sem ti zdaj povedal, kaj naj ti še, mislim, ta klavir je bil nekaj, kar sem držal zdaj bolj zase še. Aha, okej. Kaj pa še kaj? Res tacga. Šraufaš avte. Kdaj? No, če bi imel avtobus, bi hotel šraufati tudi avte. Ja. Valjda. To je nekaj, kar, to me tako, ampak v avtih res nimam pojma. To je tudi eno področje, ker sem tako, ko grem jaz na servis, sem tako, jaz vam res, na servisu imam najbolj občutek, da sem v nekem antičnem plemenu, ker so tako, lejte, bogovi, jaz vam tle darujem en avto, jaz upam, da ga boste zrihtali, bogovi na servisu, ne. Jaz, ko prijem nazaj, sam hočem, da bo to delali, ne vem, kaj delate vi, zaradi mene čarajte. Ti sam nared. Sam prosim, ne dela, pa ne mi lagati. Tako sem, ne me nategniti, prosim, ker nimam pojma, vsi to vemo, sam prosim, zrihtajte to. Grozen je, mislim, vse imam serviserje, ki so super, no, tako da upam, vsaj zaenkrat. Drugače pa ne vem, tako zaenkrat, evo, to je tudi nekaj, česar ne govorim zaenkrat, ker sem končal s to turnejo, delam predvsem na tem, da imam do septembra mir, da ne delam ničesar, da sem v easy. In zadnjič sem se zavedel, da tudi to premalo govorim. Ne? Ljudje velikrat vidijo samo vse to, kar počnem, ne vidijo pa teh trenutkov, ko ne delam nič. In zdajle prihaja eno tako veliko obdobje, ko ne bom delal nič. Končali smo s krompirjem, končali smo zdravo pamet od jeseni. Nič ne bom delal. Potapljal se bom pa še to leno, v miru, počival bom, tuhtal bom. 2 zvezka bom popisal z idejami za projekte, od katerih bo pol mogoče en osnutek dejansko tist, ki ga bom lotil, vse ostalo noter bo pa tako, da me bo sram čez 1 leto, ne, ampak nima veze. Pač to je ful pomemben čas, no. Pa kaj lepšega? Ja, točno to. To je to. The best. Biti malo v miru, v easy, pa brez nekih zahtev pričakovanja. Ogromno so v bistvu dan že povedala, marsikaj bi tudi še lahko, ampak bi se zdaj cajt še za tisto zadnje vprašanje, ki je pa za vsakega spet isto, kako pa izgleda tvoj popoln dan? Koliko imaš težka ta vprašanja, no. Popoln dan.
Sam pa prvi, da je rekel, da je to težko vprašanje, ponovadi kar izstrelijo. A res? Sam je meni isto težko. Lej, jaz tudi, če recimo, zadnjič sem bil na eni srednji šoli, ki sem predstavljal svoj poklic, ki sploh ne vem, kaj je točno. Ker sem tako, ja, lejte, to je zdaj kar zapleteno. Pač, jaz sem igralec, te voditelj, imam YouTube kanal, delam, ne vem, vse. No, in so mi rekli, kako izgleda tvoj tipični dan. Sem tako, ja, ne vem. Rečite mi en datum, pa bom pogledal koledar, pa bom povedal, kako izgleda. In potem smo iskali, pa smo najdli 5 datumov in je vsak bil tako čist drugačen. Ampak, ne, moj popolni dan je dan, ki ga, to je tako zdaj, dva različna sta lahko, ne. Recimo, en bi bil, recimo, dan aktivnosti, en bi bil pa dan počitka. Dajmo jo tako razdeliti. Tako, okej. In dan aktivnosti je zame popoln takrat, kadar imam občutek, da sem naredil nekaj tako, nekaj pristnega, pa nekaj smiselnega. Karkoli že to je, pa mi je vseeno, je to predstava, ki je minila, ali pa sem na računalniku končno uredil en folder z dokumenti, ki jih še moramo urediti. To, recimo. Po drugi strani dan počitka, pa zame dan, ki ga preživim z Leno, s papagajem mogoče, poslušamo gramofonske plošče, gremo na kak sprehod, smo v miru in to je to. Ni nobenih drugih zares zahtev, pričakovanj, želja. Vidiš, ni bilo tako težko, a ne? Ja, je bilo, ker zdaj ob tem sem izpustil tako cel kup reči, ampak dobro, lej. Ni bilo tako težko, V redu. Hvala za podporo, no, v tem. Nik Škrlec je bil danes z nami na Radiu 1. Hvala, da si vzel čas za nas, da si malo delil, pa pokazal, da smo tam. Ja, pa... Ne, ampak ne, realno, navdihuješ z vsemi temi stvarmi, kar jih počneš, od Rubikove kocke do poštnih številk, do števila pi, do potapljanja, navdihuješ. Mene sem navdahnil, da se bom s tvojim posnetkom začel učiti žongliranje, ker ne znam, pa bi rad. To je pa res simpel, to je pa tako. In zdaj, prosti, sam še to. A veš, žongliranje je ravno ena taka stvar, ki se zdi ful zapletena in tudi je, ampak če jo pa razbiješ na male koščke, pa to rata ful enostavno, pač treba je malo vaditi, ampak in dejansko ful zanimivo. Tako da, no, sem vesel. Hvala tudi za super pogovor in hvala, da ste poslušali. To je kar traja zdaj. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.